Po zadnjih nekaj dirkah v svetovnem prvenstvu Formule 1 polemike o raznih odločitvah komisarjev nočejo nehati. Mediji, domači in tuji, imajo polna usta tega, kako so komisarji inkonsistentni, kako je svetovno prvenstvo farsa, kako so mogoče celo prodani, kako je pravilnik za zažgat, pa tako naprej. Malo kdo si vzame čas in pozornost, da bi navijačem, navdušencem razložil bistvene razlike in jih postavil nekako v položaj, da bi se lahko o tem konstruktivno tudi lahko diskutiralo. Seveda je lažje iti na tisti val sovraštva, tisti val frustracij in tako doseči svoj rezultat. Tako kot je rekel v zadnjem intervjuju Mihael Masi, je primerjava med incidentom na veliki nagradi Kanade in tistim na veliki nagradi Avstrije podobna tistemu, kot da bi primerjali jabolka pa pomaranče. Zakaj? Kajti, če se vzame tisti uradni del, tisto uradno poročilo FIA o prvem incidentu, se bo videlo to, da je bil Sebastian Vettel kaznovan zaradi tega, ker je najprej zapustil progo. Ko se je vračal na progo, je to naredil na nevaren način in s tem tudi pridobil prednost. Ukolikor bi on ostal na progi, verjetno niti kaznovan ne bi bil. V drugem primeru nikogar nismo videli, da bi pred incidentom zapustil progo. In tudi, ko je Charles Leclerc zapustil progo, ukolikor bi kdo prebral pravilnik, bi lepo videl, da zapustiti progo sploh ni sporno, sploh ni kaznivo, temveč je problem, kako se na progo nazaj vrneš. Tudi mnogi članki napisani pred tem nekako vidijo to dogodek, ki se je zgodil na veliki nagradi Avstrije kot pravi dirkaški incident, brez krivca in brez namere. Kajti, ukolikor pride do vzporedne vožnje dveh voznikov po vrhuncu ovinka, ima prednost tisti, ki je na notranji strani. Ukolikor ni prišlo do namernega manevra z dotikom, da bi koga izrinili, je vse v okviru dirkanja, športnega incidenta, brez posledic. A verjetno določenim strujam, govorim o medijih, to ne paša, kajti polemika jim prija. Pojdimo naprej, v raznih medijih se pojavlja slika, kako sta na štartnem razporedu pozicionirala Max Verstappen pa Kevin Magnussen. Vse lepo in prav, na televiziji je sicer pisalo, da je bil Magnussen penaliziran zato, ker je bil napačno postavljen na štartu. A nihče si ni vzel 3 minute časa, šel na uradno stran FIA pa pogledal uradnega poročila, kaj je bil vzrok za njegovo kazen. Kaznovan je bil zaradi prehitrega štarta. Kajti tudi, če bi bil napačno pozicioniran, je pravilnik FIA tisti, ki določa, da je transponder, to se pravi ta oddajnik na Formuli 1, to je tisti sistem, s katerim merijo tudi čas, da je ta transponder tisti, ukolikor ne da pravega signala senzorju na štartnem mestu, tisti, ki določi nepravilen položaj bolida. To se pravi, ni od komisarjev odvisno, ukolikor je kdo pravilno ali nepravilno pozicioniran. To je že stvar tehnike in je preverljivo. A polemika in slika se znova in znova pojavlja, brez tega, da bi se kdo vprašal, ali se to sploh zares zgodilo. A gnev in srd, ki so v raznih komentarjih okrog tega, pa ne in ne pojenja. A pojdimo še naprej, ni še konec. Vidimo intervju s Pietrom Ferrarijem, v angleški verziji sem ga najprej prebral, kjer na sredi sicer razumljivo piše, kako Ferrari kot ekipa še zmeraj smatra, da so zmagali veliko nagrado Kanade, čisto razumljiv položaj, a potem naprej izjavi, da vidi, da je bila največja težava v tem, da so komisarji, parafraziram, preveč ostro in dobesedno sledili pravilnikom. Ko sem to prebral, nisem mogel storiti drugega, kot da sem poiskal intervju v originalu, italijanščini in še enkrat preveril, če to tam noter piše. Ne razumem, kako so komisarji tisti, ki lahko bolj ali manj dobesedno sledijo pravilniku. Sam razumem kot preprost človek to, da prekršek je ali ga ni. Bolj strogo ali manj strogo upoštevanje pravilnika tega ne razumem, kajti kdaj se bo bolj strogo uporabljalo, ko bo kdo iz druge ekipe, na drugi progi, ne razumem.
In prav to je tisto, kar povečuje srd. Treba je napake priznati, kazni priznati oziroma se pritožiti. Ukolikor smatrajo, da pritožba je bila upravičena, da je FIA tista, ki jih noče poslušati, stari Enzo bi rekel, hvala lepa, zapustil bom prvenstvo. In to je tudi že storil v preteklosti. Ker se mnogi zgražajo, kakšne so bile nekoč dirke, ko so jim pustili dirkati, ko je bil pravilnik tak, da je pustil voznikom, da so delali tisto, za kar so bili na progi, bi rad spomnim primer. O tem sem sicer bolj podrobno govoril že v enem drugem prispevku, katerega bližnjico dobite v opisu, a spomnimo se 30 let od tega znanega prvega trka med Ayrtonom Senno in Alanom Prostom v Suzuki. Nihče ni bil kaznovan zaradi trka, ko sta oba šla s proge. Ayrton Senna je bil kaznovan zaradi tega, ker je progo zapustil na enem koncu, pridružil se ji je na drugem, v bistvu ni prevozil šikane. Kaznovan je bil z diskvalifikacijo, ne s 5 sekundami. Toliko o tem, kako so po starem ljudje dirkali, kakšne so bile kazni in kako so jih komisarji upoštevali. Zgleda, da tisti, ki se toliko sklicujejo o preteklosti, o tej preteklosti pravzaprav bolj malo vejo. A vrnimo se k nam. Navdušenci in navijači niso tisti, ki morajo slediti uradnim poročilom FIA, poznati pravilnik na pamet. Oni so tu, da uživajo v dirkah, da navijajo. Vloga medijev je tista, da navijaču tudi ponudi uradne dokumente, interpretacijo uradnih dokumentov in ne da propagira srd, gnev in sovraštvo. Kajti Formula 1 je bil eden izmed redkih športov, kjer med navijači raznih barv nikoli ni bilo potrebno imeti neke ločnice, nekega omejevanja. Tukaj so te barve, tam so pa ostale. In to je tisto, kar si moramo zapomniti. Drugače pa, vsak ima pravico izbirati tisti medij, ki mu je bolj všeč, tiste novice, ki mu bolj pašejo, a zavedati se mora tudi nekaj, da mogoče so kakšne novice prirejene tudi tako, da ta medij dobi prgišče klikov več. Hvala za vašo pozornost, pa nasvidenje.